res sam najraje gledam ptice v letu. Zdaj ne smemo klepetati. Tukaj ni ptičev, se pa vidiš avte, kvarna središča. Trgovski center ni ptič, včasih sem rekel ptič. Oprostite, nisem hotel razlagati o vajni mami zdaj, ko je žalost še sveža. Ampak kaj hočemo? Nekaj je treba. Živeti naprej pravijo, tako to je. Naprej, 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 menda ne bomo stali na hodniku. Ja, v redu. Ni lahko, to je pa res. Naprej, 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 ne nastati na hodniku, hodnik je za hoditi. Sicer pa razumem, obenem pa jo čisto razumem, da hočeta vstopiti. Jaz ne bi. Ja, v redu. Oporoka gospe Navar Marvan. Vse moje imetje naj se enakomerno razdeli med Žano in Simona Marvan, otroka dvojčka, ki sta prišla iz mojega trebuha. Denar naj se pravično razdeli med oba. Prijatelju notarju Hermilu Lebelu zapuščam črni naljivnik. Žani Marvan zapuščam zeleni platneni suknič, ki ima na podlogi številko 72. Simonu Marvanu zapuščam rdeči zvezek. Pogled. Notarju Hermilu Lebelu. Notarjek prijatelj. Privedite dvojčka. Pokopljite me povsem goro. Pokopljite me brez krste, brez obleke, brez pokrivala. Brez molitev. In z obrazom proti zemlji. Položite me na dno luknje. Naj obraz naj gleda v svet. V slovo. Naj vsak. Čez me pljuskne. Vedro sveže vode. Potem nasujte zemljo in zapečatite grob. Nagrobnik in epitaf. Za tiste, ki molčijo, ni epitafov. In jaz sem molčala. Nobenega nagrobnika. Nobenega imena na nagrobniku. Nobenega epitafa za ime, ki ga ni. Na nagrobniku, ki ga ni. Nobenega imena. Žani in Simonu. Simonu in Žani. Otroštvo je nož zarinjen v grlo. Žana, notar Lebel ti bo izročil kuverto. Ta kuverta ni zate. Za tvojega očeta je. Za tvojega in Simonovega očeta. Najdi ga in mu jo izroči. Simon, notar Lebel ti bo izročil kuverto. Ta kuverta ni zate. Za tvojega brata je. Za tvojega in Žaninega brata. Najdi ga in mu jo izroči. Ko boste kuverti našli pravo naslovnika, boste prejela pismo. Molk bo prekinjen. In na moj grob boste lahko postavili nagrobnik in nanj napisali moje ime. Čisto do konca naj misli zajebavati. Ni še konec. Kakšna poteza. Dobro je to uštimala. Umre, ampak tik preden umre, se še vpraša, kako naj bi lahko še zadnji zafukala. Sosede, premisli in ja, z oporoko, zafukano oporoko. Napisala jo je pred 5 leti. A boli me kurat, kdaj je napisala. Poslušajte, mrtva je. Mrtva je, vajna mati je mrtva. Hočem reči, nekdo je mrtev. Ta ženska, o kateri je govora, je živela eno zajebano življenje. Menda to že mora nekaj pomeniti. Nobenega očeta in nobenega brata. To je vse bullshit. Pa ne, če gre za oporoko. Take stvari niso kar nekaj. Ne poznate je. Treba ji je zaupati. Imela je svoje razloge. Ne mislim še naprej razpravljati z vami. Kako lahko jemljete resno? Mislim, najprej 10 let preseda na sodiščih. In brez konca in kraja spremlja proces proti vsem sortam sprevržencev, Sprijencev in morilcev. Potem pa danes na jutri utihne in ne reče več niti besede. Cela leta tišine. 5 let, ne da kaj rečeš. To je fucking dolgo. Niti ene same besede več, niti enega zvoka iz njenih ust, nič. Odpeljalo se je, odfukalo, zmešalo. Res, 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 res. Prav imate. Že pred časom se je ubila, ne da bi razumeli zakaj. In ja, na prvi pogled se zdi noro. Ampak mogoče pa ni. Ponovno je spregovorila ravno na dan in uro vajinega rojstva. In kaj je rekla? Rekla je: Zdaj, ko smo skupaj, je bolje. Zdaj, ko smo skupaj, je bolje. To ni kar nek običajen stavek. Ni rekla: Hej, en hodok s čebulo. Ali podaj mi sol. Ne. Zdaj, ko smo skupaj, je bolje. Zdaj, ko smo skupaj, je bolje. Ne morete reči ne. Ne morete zanikati. Ne morete zanikati lastnega rojstnega dne. Takih stvari se ne zanika. Gotovo. Res? Res. Res. Cilj matematike, ki ste jo poznali do sedaj, je bil točen, definitiven odgovor, ki izhaja iz točnih definitivnih problemov. Narava matematike, ki jo boste spoznali skozi študij uvoda v teorijo grafov, je v celoti drugačna, ker se bomo ukvarjali z nerešljivimi problemi, ki vodijo do drugih prav tako nerešljivih. Dobrodošli v čisti matematiki, dobrodošli v deželi samote. Uvod v teorijo grafov.
Veš, zakaj si izgubil zadnji dvoboj Simon in pred zadnjim? Nisem bil v formi, to je vse. Na tak način se ne boš kvalificiral. Rokavice gor. Vzemimo preprost mnogokotnik s 5 stranicami imenovanimi A, B, C, D in E. Naj bo to mnogokotnik K. V vsakem kotu hiše stoji en član družine. Naj bodo A, B, C, D in E babica, oče, mama, sin in hči, ki skupaj živijo v mnogokotniku K. Zanima nas, kdo lahko vidi koga. Ne gledaš, slep si, ne vidiš, kako tiho sproti tebe uporablja noge, ne vidiš njegove preže. Temu se reče problem perifernega vida. Aplikacijo imenujemo teoretična aplikacija družine, ki živi v mnogokotniku K. Ogrej se. Sedaj odstranimo zidove in preučimo samo premice med tistimi člani družine, ki se med seboj lahko vidijo. Skico, ki je nastala, imenujemo graf vidljivosti mnogokotnika K. Na 3 stvari moraš paziti. V naslednjih 3 letih se bomo tako istočasno ukvarjali s 3 parametri. S teoretičnimi aplikacijami mnogokotnikov, Ti si močnejši. grafi vidljivosti mnogokotnikov Nobenega usmirjenja, da ti pa nasproti. in nazadnje z mnogokotniki in njihova narava. Če zmagaš, greš kot profesionalce. Za vsak preprost mnogokotnik lahko z lahkoto narišem graf vidljivosti in njegovo teoretično aplikacijo. Kakšna je oblika hiše, v kateri živijo člani družine, ki jo predstavlja ta aplikacija? Poskusite skicirati mnogokotnik. Nisi tukaj, nisi skoncentriran. Moja mama je mrtva! Točno, najboljši način, da te boliš, je, da zmagaš na vsem fajtu. To, da se vzravnaj in udari. Drugače se ne bo uspelo. Vahab! Ne bo vam uspelo. Na tem problemu, ki ga je trenutno nemogoče razrešiti, temelji v celoti teorija grafa. Ampak ravno v tej nerešljivosti se skriva lepota. Cin, cin, cin. Žana, Simon! Vahab! Vso noč sem te klicala. Vso noč sem tekla. Vedela sem, da te bom našla v skali pri velikih drevesih. Hotela sem zakričati, da bi slišala celo vas, da bi slišala drevesa, da bi slišala noč, da bi slišala luna in zvezde. Ampak nisem mogla. V mojem trebuhu je otrok Vahab. Moj trebuh je poln tebe. Vrtoglavo, kaj naj? Veličastno in grozljivo hkrati. Kaj ne? Besed sploh ni več. Samo še veter. Ko mi je stara Elham povedala, se v moji glavi razpoči ocean. Naval, ta otrok se te ne tiče. V mojem trebuhu je. Pozabi na trebuh, ta otrok se te ne tiče. Ne obstaja, ni ga. Elham mi je povedala, otroka nosiš, mi je rekla. Elham ni tvoja mama. Ta otrok ne obstaja. Kaj pa, ko bo tukaj? Ne bo obstajal. Ne razumem. Od nekod si se priklatila s svojim umaznim trebuhom. Zdaj pa stojiš pred mano in mi s svojim otroškim glasom govoriš. Ljubim in nosim vso ljubezen v trebuhu. Svojega trebuha ne pozabiš. Pozabiš. Jaz ne bom mogla. Če pa tako, pa izberi. Obdrži otroka in pri tej priči sleci oblačila, ki jih imaš na sebi in niso tvoja, in zapusti svoj dom, svojo družino, vas, gore, nebo in zvezde. In zapusti mene. Mami! Odidi od mene gola, skupaj s svojim trebuhom in življenjem v njem. Ali povstani in poklekni. Poklekni, Naval. Mami! Ostala boš v tej hiši, tako kot staja to življenje v tebi. Elham bo prišla in spravila otroka ven. Odnesla ga bo in ga podarila, komur bo hotela. Morala bi oditi, babica. Ne bi smela poklekniti. Morala bi sleči obleke, sleči vse, zapustiti hišo, vas, vse. Vse to se nam dogaja zaradi bede, Naval. Okrog nas ni lepote. Na vsakem vogalu so znaki sovraštva. Nikogar ni, ki bi s stvarmi govoril lepo. Pravi imaš, Naval. Vzeli ti bodo ljubezen, ki si jo imela priložnost živeti, ki si jo živela, in otroka, ki ga boš imela. Nič ti ne bo ostalo. Mogoče boj proti bedi, ali pa da omakneš vanjo. No, in Naval rodi od fantka. Otrokove plemičke spusti klovnov nos. Elham pravi, da gre na jug in otroka vzame s seboj. Počutim se staro, kot bi imela 1000 let.
Dnevi minevajo, meseci bledijo. Sonce vzhaja in zahaja. Letni časi pridejo in grejo. Naval, ki ničesar več ne reče, ki molči in tava. Njenega trebuha ni več, jaz počutim starodavno klic zemlje. Preveč bolečine me že predolgo spremlja. Dajte mi posteljo. Na koncu zime v žboreči vodi potoku slišim stopinje smrti. Gospod Anton Dušan Žana Marvan, hčerka Naval Marvan. Bila sem v bolnišnici, pa so rekli, da od smrti moje mame ne delate več kot medicinski tehnik. Da zdaj delate v tem gledališču. Pa sem prišla. Vseh teh letih, ki sem jih preživel ob njeni posteli, se mi je od poslušanja molka vaše mame začelo mešati. Enkrat sem se po noči zbudil z bizarno idejo. Posnel bom in nikoli vedel, samo posnel bom. Posnel kaj? Molk, njen molk. Preden sem začel odšel od nje, sem nastavil na snemanje. Posnel sem več kot 500 ur, vse kasete so tukaj, vzemite jih. To je vse, kar lahko naredim. Tako da bodi pogumna in trdo delaj. Poslušaj, kaj ti bo povedala stara umirajoča ženska. Nauči se brati, nauči se pisati, nauči se šteti, nauči se govoriti, nauči se... Čez 2 dni me bodo pokopali. Položili me bodo v zemljo, z obrazom obrnjenim proti nebu. Na moje telo bo vsak pljusknil vedro vode, nagrobnika pa ne bodo označili, saj nihče od njih ne zna pisati. Naval, ko boš znala pisati, se vrni in na nagrobnik napiši moje ime. Naziraj, napiši moje ime, saj sem izpolnila svoje obljube. Ko ima Naval 19 let, stoji pred grobom svoje babice. V arabščini nanj kleše Nazirino ime. Nun, Elif, Zaj, Ja, Ra, Naziraj. Vrnila sem se, da bi na grob svoje babice napisala njeno ime. Ne norčuj se iz mene, pravim, da vem, kam greš. Svojega otroka iščeš, svojega sina. Vidiš, prav imam. Vzemi me s sabo in me nauči brati. Na univerzi te iščejo, tvoji kolegi te iščejo, tvoji študenti te iščejo. Kličejo me, kar naprej me vsi kličejo. Žane ni na faks, ne vemo, kje je Žana. Študenti ne vedo, kaj naj, jaz te kličem, iščem te, ti se ne oglasiš. Simon, posedi se sem zraven mene. Poslušaj malo. Sliši se, kako diha. Tišino poslušaš. Njena tišina je. Elif, Ba, Ta, Sa, Džim, Ha, Ka. Zmešalo se ti bo, Žana. Kaj ti sploh veš o meni? Ali o njej nič, ničesar ne veš? Kako naj zdaj živim? Tako da vržeš stran te kasete, se vrneš na faks, predavaš naprej in končaš. Pa jebe se mi za doktorat! A za vse se ti jebe! Itak nima smisla, če ti razlagam, itak ne boš razumel. 1 + 1 je 2, celo tega ne razumeš. V molčanju moje mame je nekaj, kar hočem razumeti. Kar jaz hočem razumeti. Jaz pa ti rečem, da ni ničesar za razumeti. Na kurac mi greš! Ti mi greš na kurac! Kdaj je vaša mati nehala govoriti? Poleti leta 1997, avgusta 20. na najin rojstni dan. Prišla je domov in nič več rekla. Kaj se je zgodilo na ta dan? V tistem času je sledila seriji procesov Mednarodnega kazenskega sodišča. Zakaj? Zaradi vojne, ki je opustošila njeno rojstno deželo. Niste našli nič drugega? Nič. Majhno fotografijo. Že prej mi jo je pokazala. Ona pri 40 z eno svojih prijateljic. Poglejte. Naval nikogar ni, sirotišnica je zapuščena. Kaj se je zgodilo? Ne vem. Kje pa so otroci? Otrok ni več. Greva v Kfarajat, tam je največja sirotišnica v regiji. V sirotišnici na Betiji ni bilo nikogar, prišli smo sem, v Kfarajat. Ne bi vam bilo treba, tudi tukaj ni več otrok. Kako to? Vojna je. Katera vojna? Kdo bi vedel, nihče ne razume. Brat je streljal na brate, očetje je streljal na očete. Vojna pač, ampak katera, to je vojna. Kje pa so otroci, ki so bili tukaj? Vse se je zgodilo zelo hitro. Prišli so begunci, vse so pobrali, celo novorojenčke, vse, jezni so bili, Zakaj? da bi se maščevali. Kam so odšli? Na jug, v taborišča. Zdaj jih je strah, čakajo na maščevanje. Rada bi našla nekega otroka. Ne boste ga. Našla ga bom 4 leta je star. Zdravnik sem, ne tajnik. Pojdite na jug, pogledajte v taborišče. Kupila bom letalsko karto. S tabo grem? Ne. Ne bom te pustila. Si prepričana, da po tej cesti pelje kakšen avtobus? Tukaj mimo gre, z njim se peljejo begunci, ki se vračajo v taborišča. Naval, samo ne pojdiva danes.
Obljubila si, da me boš naučila brati. Ničesar ti nisem obljubila. Tukaj se najni poti končata, Savda. Avtobus pripelje, na valu stopi. Avtobus odpelje, Savda ostane sama na cesti. Zvok pnevmatskih kladiv. Simon, tukaj je Žana, na letališču sem. Simon, kličem te, da ti povem, da odhajam tja. Poskusila poiskati tega očeta in če ga najdem in je še vedno živ, mu bom dala poverto. Ne zaradi nje, zaradi sebe, zaradi tebe, za zdaj. Ampak zato je treba najprej najti mamo, njeno življenje prej, ki nam ga je vsa leta skrivala. Simon, zdaj bom prekinila. Simon, a jočeš? A jočeš, Simon? Bila sem na avtobusu, Savda. Z njimi sem bila. Ko ste me spolili s benzinom, sem zaupila. Nisem begunka, nisem iz taborišča, nisem begunka iz taborišča, kot višem. Iščem otroka, ki so mi ga vzeli. Dovolili so mi ven in potem so začeli streljati. In naenkrat, res naenkrat se je avtobus vžal. Džanan in Požig, 100 let na voljo. Naval 40 let. In Savda, uničen prostor, na tleh trupla. Pobili so vse, ki so dajali denar za časopis. Vse, ki so tam delali. Žgali so tiskarno, sežgali papir, razvili črnilo in zdaj tole. Vidiš? K mojim sorodnikom greva, tam pa bolj varni. Varni. Zažgali so tudi domove tistih, ki berejo časopis. In še konec ti povem. Premišljevala sem, na začetku 100-letne vojne smo. Na začetku zadnje vojne sveta. Naša generacija je zanimiva generacija, ki se hrani iz sramote, ti rečem. Zares. Na razpotju smo. Ampak kje je ta vojna? O kateri vojni govoriš? Dobro veš, katera vojna. Vojna, ki obrne brata proti bratu, sestro proti sestri. Vojna pobesnilih civilistov. In koliko časa bo trajala? Ne vem. Ste vidite samo Terazija, rekli so mi, da v spojišču menda poznate vse zgodbe te vasi. Vse resnične in vse izmišljene, ja. Se spomnite na Vali? Nje, v tej vasi se je rodila in odraščala. Bila je neka Naval in je odšla s Savdo. Ampak to je legenda. Kdo je Savda? Legenda. Tako smo rekli deklici, ki poje. Sladek, globok glas. Vsele je pila, ravno v pravem času. Legenda pač. Kaj pa Naval? Naval Narvanj. Naval in Savdo, to je legenda. Kako gre ta legenda? Legenda pripoveduje, kako so neke noči nočili Naval in Vahab. To je Vahab. Legenda pravijo, da če se preveč zadržuješ v gozdovih, okrog skale pri belih drevesih, lahko slišiš njun smeh. Skala pri belih drevesih. Kje je Kfar Rajat? V peklu. Bolj natančno. Na jugu, nedaleč od Nobetije, po cesti naprej. Halo, Simon, tu Žana. Kličem te iz mamine rojstne vasi. Poslušaj. Poslušaj zvoke vasi. Bosta, odkot prihajata? Za pobotnike so ceste zaprte. Iz Nabatije so prišli in gremo v Farajat. Mogoče sta videli tisti dve ženski, ki ju že 2 dni iščemo. Vsa naša milica ju išče in tudi vojaki z juga. Pisarita in ljudem v glavo potikate ideje. Tisti dve ženski sta, ena piše, druga poje. Zdaj jo bom zaklal. In bomo videli, če ima tista, ki zna pet lep glas in če ima tista, ki zna misli še kakšno idejo. Da bi spet zaklali turistično industrijo, so zaprli pred 2000 spremenili v muzej. Prej sem vodil po severu, če sem imel rimske razvaline, moje področje. Zdaj je pa moje področje zapor. Kfar Rajat. Prepoznate te dve ženski? Ne, dosta. Mogoče ste včasih delali tukaj. Če je tako, sta ob koncu vojne pobegnili skupaj z Rablom, Abu Tarekom. Tamle je najbolj znana celica zapora Kfar Rajat, celica številka 7. Ljudje sem hodijo romat. V njej je živela ženska, ki poje. 5 let je bila zaprta. Ko so drugi trpeli, je ona pela. Ji je bilo ime Savbe, ženski, ki je pela. Njenega imena ne poznamo. Letniki so imeli le zaporniško oznako. Številko. Ženska, ki poje, je bila 72. To je tukaj znana številka. V kateri je zapor obratoval? Od 1978. To je bilo leto velikih pokolov, begunskih taboriščih v Kfar Rajatu in Kfar Matri.
Utrli so taborišče, noži, granate, mačete, sekire, puške, kislina. Niti ena roka ni zatrepetala. Svoje drožje so zasedli v spanec otrok in ga umorili. Umorili so spanec otrok, žensk in moških, ki so spali sredi velike noči sveta. Razumem, Sauda, ampak odgovor na nekaj takega ne mora biti karkoli. Poslušaj me. Poslušaj, kaj ti govorim. Na sebi imava kri. Kaj pa naj? Kaj bova? Stali križem rok, bova čakali, bova razumeli. Ti bom povedala, kaj bova, ampak poslušaj me. Poslušaj me do konca, zdaj takoj mi obljubi, da mi ne boš pogovarjala. Zakaj pa ne? Zakaj sploh vse to? Da bi se maščevali? Ne, zato ker hočeva še vedno strastno ljubiti in v situaciji, kot je najna, mora nekdo umreti in drugi ne. Skrila se boš pri Šamsedinu. Šamsedin je nasilnež, kot vsi drugi. Nimaš izbire. Ne izdaj me, Sauda. Živi zame in še naprej boj zame. Kako naj živim brez tebe? Kako naj pa jaz živim brez tebe? Udarili bova, ampak na določenem mestu, enem samem, vendar bo hudo. Nobenega otroka, ženska ali moškega ne bova poškodovali, razen enega, samo enega. Kdo bo to? Šat? Vodja paravojaških enot. Dekle, ki poučuje njegove otroke, je bila moja učenka. Pomagala mi bo. Za en teden jo bom nadomestila. Zakaj pa govoriš v Ernini? Ker grem sama. In kaj boš? Prvih nekaj dni nič, učila bom njegove hčerke, zadnji dan tik preden bom odšla, pa mu bom v glavo izstrelila 2 krogli. Eno zate in eno zame. In potem? Kako boš pobegnila? Ne. To ni tvoja naloga. Čigava pa? Čigava? Tvoja mogoče? Hišnik v šoli sem. Ja, ampak pred tem, ko je bil zaporšni zapor, pa ta suknič, ali vam nič ne pove, zadaj je številka 72. Ženska, ki poje. Je ona? Ne, to je ona. Ne, ta je. To žensko sem gledal več kot 10 let, vedno tičala v svoji celici. Ženska, ki poje, bil sem eden redkih, ki so videli njen obraz. Dobro me poslušajte, mi z gotovostjo trdite, da je ta ženska, ki se smehlja, ženska, ki poje. To je ženska, ki se me pozna v njene celice. Kdo pa je ta tukaj, nje ne poznam. Sauda, ime je Sauda, ona je ženska, ki poje, vsi so mi tako rekli. Potem so se vam zlagali, ženska, ki poje, je ta. Naval, normalno. Njenega imena nismo uporabljali. Bila je ženska, ki poje. Številka 72, celica številka 7. Ubila je vodjo paravojaških enot, 2 krogli. Vsa država je zatrepetala. Odpeljali so jo v Kfar-Rajat. Vse njene prijatelje so polovili in pobili. Ena od njih je stekla nazaj v kavarni, kjer so bili vojaki in se razstrelila. Samo ženska, ki poje, je ostala živa. Abu Tarek je poskrbel zanjo. V nočeh, ko jo je posiljeval, ni bilo mogoče razločiti njunih glasov. Se pravi, je bila posiljena. Tukaj je to nekaj čisto običajnega. Na koncu je zelo nosila. Tiste noči, ko je rodila, je bila v celem zaporu tišina. Rodila je sama, čisto sama, čepi v kotu svoje celice. Jaz sem bil tisti, ki jih je nosil v reki. Reka je bila zmrznjena. Šel sem do luknje, odložil vedro in ga pustil tam. Ampak sem slišal otrokove krike in slišal sem petje ženske, ki poje. Ustavil sem se. Moja vest je bila enako mrzla in črna kot noč. Šel sem nazaj, vzel vedro in hodil. Dolgo sem hodil. Srečal sem kmeta, ki se je s čredo vračal v vas. Rekel sem mu, na, to je otrok ženske, ki poje. Potem sem šel. Kasneje so izvedeli, kaj sem naredil. Oprostili so mi. Pustili so me pri miru. Danes sem v tej šoli. V redu je. Kaj me je napotil neki pastir? Rekel mi je, pojdi gor do ružnate hiše, tam boš našla starca, ki mu je ime Abdelmak, kako mu rečeš mala. Sprejel te bo. In sem prišla. Fahi mi je izročil vedro in stekel proč. Vzdignil sem blago, ki je pokrivalo otroka in zagledal 2 dojenčka. Komaj rojena, rdeča od jeze, sta se oklepala drug drugega. Stiskala sta se skupaj z vso silo začetka življenja. Vzel sem vaju, odšel, vaju nahranil in vama dal imeni, Žana in Srvan. In glej, po smrti svoje matere si se vrnila k meni. Po solzah, ki ti tečejo po licih, vidim, da se nisem zmotil. Sadova ženske, ki poje, sta se rodila iz posilstva in groze. Preglasila bosta krika otrok, ki so se izginili v vodi.
Svoje pričevanje bom izrekla dvignjene glave in odprtih oči, čeprav so me pogosto silili, da si jih zatiskam. Pričala bom v prisotnosti svojega rablja, Abatareka. Zadnjič v življenju izgovarjam vaše ime. Izgovorila sem ga samo zato, da boste vedeli, da sem vas prepoznala, da ne bi glede tega imeli kakšnih dvomov. Tudi veliko mrtvih bi vas prepoznalo, če bi se lahko prebudili iz svojih postelj bolečine. Prepoznali bi vas in vaš nasmeh groze. Veliko vaših ljudi je trepetalo pred vami. Jaz sem vas prepoznala, vi mene mogoče niste. Kljub temu sem prepričana, da točno veste, kam spadam, glede na to, da je poklic rablja od vas zahteval odličen spomin za imena, priimke, datume, kraje in dogodke. Vseeno vas bom spomnila nase. Spomnila vas bom na svoj obraz, saj ste se z njim še najmanj ukvarjali. Veliko natančneje se spominjate moje kože, vonja in najintimnejšega dela mojega telesa, ki za vas ni bil nič drugega kot teritorij, ki ga je treba postopoma mesariti. Skozi mene vam govorijo prikazni. Spomnite se. Mogoče vam moje ime ne bo pomenilo ničesar. Za vas so bile vse ženske kurve. Kurba 45, Kurba 63, Kurba 17, Kurba 11. Kurba 87. Kurba 100. Kurba 20. Ta beseda vam je dajala neko držo, eleganco, samozavest, resnost, avtoriteto. V ženskah pa sta se rojevala sovraštvo in strah. Moje ime vam ne bo pomenilo ničesar. Moja kurbina številka mogoče tudi ne. Ženska, ki poje. Moj trebuh, ki se je napihnil od vas. In hoteli ste, da ostanem sama, da čisto sama rodim. 2 otroka, dvojčka. prisilili ste me, da sem zasovražila otroka. Kako bi ima pripovedovala o vas? Resnica, ki jo izrečeš, je grenka. Zelo grenka. Čas bo mineval v pravici, ki se nam vsem izmika, pa ne boste ušli. Kaj hočete narediti? Najraje ne bi nič. Brat, zakaj? Da bi vedeli. Nočem vedeti. Potem pa za Žano. Žana ne bo mogla živeti, ne da bi vedela. Nisem sposoben, da ga grem iskat. Ne bom ga našel. Seveda ga boste, saj ste boksar. Amaterski bokser sem. Nikoli nisem zmagal v profesionalni tekmi. Pomagal vam bom. Skupaj bova ugotovila. Našla bova tega vašega brata. O tem sem prepričan. Mogoče vam bo to pomagalo živeti, tekmovati, zmagovati, postati profesionalec. Jaz to verjamem. Vse to je že zapisano v vesolju. Treba je zaupati. Imate kuverto, ki jo moram dati bratu? Seveda, name lahko računate. Enaintrideseti prizor, moški, ki igra. Na vrhu stavbe, mlad moški. Sam, na ušesih Walkman, model iz 1980. Z brzostrelko na mesto kitare zavzeto interpretira prve akorde The Logical Song Supertrampov. Ko se začne besedilo, brzostrelka prevzame funkcijo mikrofona. Njegova angleščina je približna. Zapoje prvo kitico. Nenadoma njegova prizornost pritegne nekaj v daljavi. Orožje nasloni na ramo, pomeri. Medtem pa ves čas poje. Ustreli in hitro vstavi nove naboje. Premakne se in ponovno sproži. Sproži, nabije, obmiruje in spet sproži. Nihat zelo hitro seže po fotoaparatu. Obrne ga v isto smer in ponovno sproži. Nadaljuje s petjem. Nenadoma preneha, vrže se na tla. Z orožjem pomeri čisto zraven sebe. Dvigne se in ustreli. Teče na mesto, kamor je ustreli. Walkman, ki ga je pustil na tleh, še vedno igra. Vrne se in za seboj za lase vleče ranjenega moškega. Vrže ga na tla. Nočem umret! Nočem umret, da bili idiotski stave, kar jih poznam. Prosim vas, pustite me, nisem od tukaj, fotograf sem. Fotograf. Ja, vojni fotograf. Si me fotkal? Ja, hotel sem posneti ostrostreljca, videl sem, da ste streljeni, pa sem splezal gor, ampak lahko vam dam filme. Jaz sem fotograf. Ime mi je Nihal. Vojni fotograf. Poglej, jaz sem naredil vse te. Zelo lepo. Ne, ni lepo. Večinoma zgleda, da so to ljudje, ki spijo, pa ne, mrtvi so. Jaz sem jih ubil, prisežem. Se verjamem. Nihat pobrska po torbi fotoaparata in iz nje privleče fotoaparat s daljinskim sprožilcem. Nihat pogleda skozi objektiv in moškega zasuje s fotkami. Iz svoje torbe vzame velik lepilni trak in aparat pritrdi na konec cevi svojega orožja. Kaj pa delate? Aparat je dobro pritrjen. Nihat daljinski sprožilec poveže s sprožilcem na orožju.
Pogleda skozi vizir in nameri moškega. Kaj me delate, ne ubijte me, lahko bi bil vaš oče, mogoče sem enaki stroški kot vaša mama. Nihat ustreli. V istem trenutku se sproži fotoaparat. Pojavi se fotka moškega v trenutku, ko se ga je dotaknila krogla. Nihat nagovori mrtveca. Kirk, I'm very happy to be here at the Star TV show. Thank you to you too, Nihat. So, Nihat, what is your next song? My next song will be a love song. A love song? Tukaj ni nič. Kaj bi pa radi? Odprl kuverto, ki jo moram dati bratu, da se že nehamo iti te skrivalnice. Ne pride v poštev. Kdo mi bo preprečil? Zdaj pa dobro poslušaj, mladenič, ker ne mislim več ponavljati. Kuverta ni tvoja, tvojega brata je. Nikoli ga ne bova našla. Gospoda Šamsedina? Ne, mojega brata. Zakaj ne? Ker je mrtev. Po mojem lahko našekaš Šamsedina, kar pozabiva. Šamsedina, ki je duhovni vodja celotnega medvojnega odporniškega gibanja proti vojski, ki je zajela jug. Torej mora imeti zveze. To so ljudje na visokih položajih, politiki. Znajdejo se v poslu, z vsem so na tekočem. Mogoče je vaš brat še živ. Hočem reči, da ne veva. Celo njegovo ime sva izvedela, že to ni slabo. Nihat Harmani. Nihat Harmani. Ti si Sarvan. Ja, menda mi lahko pomagate. Ne moram. Menda vse poznate. Njega ne poznam. Ime mu je Nihat Harmani. Zakaj si omenil Nihata Harmanija? Neki vojak ga je poznal kot otroka. Skupaj se stopilo v vojsko, potem je izgubil stik. Rekel nama je, verjetno ga je ugrabil in ubil Šamsedin. Povedal nama je, da ste vsakemu iz paravojaških enot in vsakemu neznanemu vojaku, ki so ga v vaši možje ujeli, sneli kožo. Ti je rekel, da je Nihat Harmani sin ženske, ki poje, tisti, ki se je rodil iz njene zveze z Vahabom, čigar obraza ne pozna nihče. Ne, ničesar ni vedel zagotovo. Nikoli ni slišal za žensko, ki poje. Rekel mi je samo, da je bil Nihat Harmani pri vas. Sarvan, ostani z mano. Poslušaj me. Dobro me poslušaj. Tihnila si. Kot sem obmolknil jaz, ko sem razumel. Bil sem v Šamsedinovem šotoru in v šotoru sem videl, kako prihaja molk, ki bo poplavil vse. Hermin Lebel je šel ven, Šamsedin je stopil bliže. Sarvan, k meni nisi prišel po naključju. Tukaj je duh tvoje matere, tukaj je duh Saude, prijateljstvo dveh žensk kot zvezda na nebu. Nekega dne je k meni prišel moški. Bil je mlad in ponosen. Predstavljaj si ga, ga vidiš. Tvoj brat je, Nihat, iskal je smisel, ki bi ga dal svojemu življenju. Rekel sem mu, naj se bori zame. Rekel je ja. Naučil se je ravnati z orožjem. Velik strelec je bil, smrtonosen. Nekega dne je odšel. Kam greš, sem ga vprašal. Na sever grem. Kaj pa naše poslanstvo? Begunci, smisel tvojega življenja. Nobenega poslanstva ni, nobenega smisla. Odšel je. Malo sem mu pomagal. Naročil sem, naj ga opazujejo. Na koncu sem razumel, da je poskušal najti svojo mater. Leta je iskal, vendar je ni našel. In tako se je začel smejati brez razloga. Brez poslanstva in brez smisla je postal ostrostrelec. Zbiral je fotografije. Nihat Harmani. Pridobil je pravi umetniški sloves. Slišali so ga, kako poje. Stroj za ubijanje. Potem je v deželo vdrla tuja vojska. Vse do severa so prišli. Nekega jutra so ga ujeli. Ubil je 7 njihovih strelcev. Ustrelil jih je v oči. Krogla skozi daljnogled. Niso ga ubili. Zastražili so ga, ga prevzgojili, mu dali delo. Kakšno delo? Delo v zaporu, ki so ga ravno zgradili, na Kfar Hayatu. Iskali so človeka, ki bi prevzel zasliševanja. Se pravi, da je delal za Botarko, mojim očetom? Ne,
Tvoj brat ni delal s svojim očetom. Tvoj brat je tvoj oče. Spremenil si je ime, pozabil je na Nihada, postal je Butarek. Iskal je svojo mater, našel jo je, vendar je ni prepoznal. Ona je iskala svojega sina in ga našla, vendar ga ni prepoznala. Ni je ubil, ker je pela, njemu pa je bil njen glas všeč. Prav si razumel. Mučil je tvojo mater in ja, tvoja mama je trpela zaradi lastnega sina in tudi posilil jo je njen lastni sin. Kako dolgočasno sojenje, brez ritma, brez kakršnega koli smisla za teater. Teater sem jaz, v tem je moje dostojanstvo. Od vsega začetka, s tem sem se rodil. Očitno so ga našli že v Bedru, kamor so me odložili po mojem rojstvu. Ljudje, pri katerih sem odraščal, so mi vedno govorili, da je ta predmet sled mojega izvora, tudi mojega dostojanstva očitno. Ker mi ga je menda dala moja mati. Majhen rdeč nos, majhen klonov nos. Kaj ne bi to pomenilo? Moje dostojanstvo je spaka, ki mi jo je zapustila ženska, ki mi je dala življenje. Ta spaka me ni nikoli zapustila. Zato mi zdaj dovolite, da jo nosim in zapojem svojo lastno pesem. Da rešim dostojanstvo pred tem grozljivim majcenim dolgčasom. Nadene si nos, poje. Naval 15 let, rodi Nihada. Naval 45 let, rodi Žano in Simona. Naval 60 let, prepozna sina. Žana, Simon in Nihad so vsi skupaj v isti sobi. Pismo očetu. Žana kuverto poda Nihadu. Nihad jo odpre. Naval 65 let, bere. Tresam se, ko vam pišem. Te besede bi rada zvrtala v vaše rabrsko srce. Pritiskam na pisalo, klešem črko za črko. In se spominjam imenu vseh, ki so umrli pod vašimi rokami. Moje pismo vas ne bo osupnilo. Tukaj je samo zato, da bi lahko rekla, poglejte, pred vami stojita vaša hči in sin. Pred vami stojita otroka, ki smo jo imela skupaj. Kaj nam boste rekli? In vam boste zapeli pesem? Veste, kdo ste? Džanan in Sarvan. Oba sin in hči Rabija, rojena v grozi. Poglejte, pismo vam je prinesla vaša hči. Preko nje bi vam rada rekla, da še živite. Kmalu boste umoknili. To vem. Vse, ki stopijo pred resnico, čaka mok. Ženska, ki poje. Kurba številka 72. Celica številka 7. V zaporu, v Farajatu. Nihad neha brati. Pogleda Žano in Simona. Raztrga pismo. Pismo sinu. Simon Nihadu poda svojo kuverto. Nihad jo odpre. Povsod sem te iskala. Tam, tukaj, vse povsod. Iskala sem te v dežju, iskala sem te v soncu. V globinah gozdov. V širjavih dolin. Na vrhovih gora. V najtemnejših mestih, na najtemnejših ulicah. Iskala sem te na jugu, na severu. Na vzhodu, na zahodu. Iskala sem te in kopala po zemlji, da bi pokopala svoje mrtve prijatelje. Iskala sem te in gledala v sonce. Iskala sem te med jatami ptic. Se si bil ptič. In kaj je lepšega kot ptič? Kot ptič, ki je poln vročine sonca. Kaj je bolj samotnega kot ptič? Kot ptič, ki je sam sredi neviht in ki v robove dneva nosi svojo čudno usodo. V nekem trenutku si bil groza. V nekem trenutku si postal sreča. Groza in sreča. Molk v mojem grlu. Dvomiš? Pusti, da ti povem. Vstal si in vzel ta mali klonov nos. In moj spomin je razneslo. Ne boj se. Ne drgetaj. To so starodavne besede, iz mojih najstarejših spominov prihajajo. Besede, ki sem ti jih tako pogosto mrmrala v svoji celici. Sem ti pripovedovala o tvojem očetu, pripovedovala sem ti o njegovem obrazu, pripovedovala sem ti o obljubi, ki sem jo dala na dan tvojega rojstva. Naj se zgodi karkoli, vedno te bom imela rada. Naj se zgodi karkoli, vedno te bom imela rada. Ne da bi vedela, da sva bila že tisti trenutek obsojena na neuspeh. Ker sem te sovražila iz dna duše. Ampak tam, kjer je ljubezen, ne more biti sovraštva. In da bi ohranila ljubezen, sem se odločila, da molčim. Vokulja vedno brani svoje mladiče. Pred sabo imaš Žano in Simona. Oba, svojega brata in sestro. In ker si se rodil iz ljubezni, sta tvoja brat in sestra po ljubezni. Poslušaj, to pismo pišem z večernim hladom. Povedalo ti bo, da je bila ženska, ki poje, tvoja mati. Mogoče boš tudi ti obmoknil.
Zato bodi potrpežljiv. Govorim sinu, kaj ti ne govorim rablju. Bodi potrpežljiv. Zunaj molka je sreča, ker smo skupaj. Nič ni lepšega, kot biti skupaj. In to so bile zadnje besede tvojega očeta. Tvoja mati. Nihat preneha brati. Vstane. Žana in Simon vstaneta in se zazreta van. Žana iz svojega zvezka zapiski iztrga vse strani. Pismo dvojčkoma. Hermile Bell odpre tretjo kuverto, namenjeno dvojčkoma. Oblači se. Deževalo bo. Res bo. Res. Res nočete noter? Vedite, da vaju razumem. Na vajinem mestu tudi jaz ne bi hotel noter. Tamle je lep park. V oporoki je vajna mati napisala pismo tudi za vaju. V primeru, da bosta izpolnila, kar vaju je prosila. In sta. Pa še kako. Deževalo bo. V njeni deželi nikoli ne dežuje. Ostali bomo tukaj. Osvežilo nas bo. Tukaj je pismo. Simon, a jočeš? Če jočeš, ne briši solz. Se tudi jaz ne brišem svojih. Otroštvo je nož zarinjen v grlo. In ti si ga znal izvleči. Zdaj se je treba ponovno naučiti, kako požreti slino. To včasih zahteva veliko poguma, pogoltniti slino. Zdaj je treba rekonstruirati zgodovino. Razpadla je. Nežno je treba potolažiti vsak košček. Nežno ozdraviti vsak spomin. Nežno zazibati vsako podobo. Žana, ali se smehljaš? Če se smehljaš, ne nehaj. Tudi jaz ne bom. Tu je smeh jeze. Jeze žensk, ki hodita druga ob drugi. Žana, Simon, zakaj nisem govorila z vama? So resnice, ki se odkrijejo, šele ko jih odkrijemo. Odprla sta kuverto in prelomila molk. Napišite moje ime na nagrobnik. In postavita nagrobnik na moj grob. Vajna mati. Žana in Simon poslušata molk svoje mame. Nevihten dež,